Pozdravljeni. Zopet je sreda in kot običajno pride na vrsto naš komentar novic, tokrat že 24. v letošnjem letu. In seveda, kot ponavadi si bomo tudi tokrat ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat, kot običajno, se bomo ustavili pri 4 različnih sklopih novic oziroma 4 tematikah. Tu seveda bomo najprej pogledali vse tiste tematike, ki rabijo dodatni komentar in nato nekako se usmerili k onim, ki niso dobile dovolj pozornosti v medijih, ki pišejo o Formuli 1. In kot običajno tudi tokrat, ukolikor vas zanima kaj več, naprimer tisto, kar je zapisano v citiranih člankih, imate bližnjice do njih navedene v samem opisu. In tudi ta komentar bo v strukturi imel že tisto dobro znano tehniko, ko bo slika v barvah. Pomeni, da navajam, kar je zapisano v člankih, ko se bo ta spremenila v črno-belo, pomeni, da navajam moje osebno videnje in moje osebno mnenje. A vrnimo se raje v barve in začnimo z današnjim prvim sklopom. Novica je odjeknila včeraj, 4.6. in bila povzeta v mnogih virih. Sam navajam članek, ki je bil objavljen na uradni spletni strani Formule 1 f1.com. Sergio Perez bo podaljšal svoje sodelovanje z ekipo Red Bull. In kot sem že omenil, o tem so pisali mnogi. Za razliko od prejšnjih podpisov ima tokrat Formulo 1+1. Torej pogodba za sezono 2025 plus možnost podaljšanja še za naslednjo sezono. In verjetno mnogi navdušenci so malce razočarani, kajti v preteklih mesecih je marsikateri vir govoril, da bo Sergio Perez zagotovo zamenjan. Ampak če sledite mojemu kanalu, ste verjetno opazili, da sem sam dejal, da pri tem, kar imajo na voljo pri Red Bullu, je Perez dobesedno najmanjše zlo oziroma idealen partner za Maxa Verstappena. Zadnjič sem kaj takega omenil 28. maja v tisti drugi izdaji članka Kdo gre kam, ker sem lepo odkrito povedal, da po mojem videnju, po mojem mnenju, ostajata tako Max kot Sergio na svojem mestu. Marsikdo izmed drugih avtorjev se je sedaj tu presneto opekel, a dvomim, da bo kdo izmed vas na raznih virih najdel kakšno opravičilo. Namreč reči zmotil sem se je za nekatere, kot običajno imenovane poznavalce, nekaj, kar ne sodi v njihovo osebnost. A tudi kaj takega bi bilo lepo, da bi se naučili. Vsekakor ponavljam tisto, kar sem že dejal. Sergio Perez je idealna izbira za drugega voznika Red Bulla. Ne dela konkurence Maxu Verstappenu in je dobesedno dovolj hiter. Namreč ni RB20 tisti, ki napravi razliko, temveč je Max, a mnogi tega nočejo priznati. In zato tudi mi beremo takšne in drugačne, dovolite mi izraz, kdaj pa kdaj nebuloze, ki nimajo mesta ne na nebu in ne na zemlji. A pojdimo k našemu drugemu današnjemu sklopu.
31. maja smo lahko na spletnem portalu Race Fans brali o ponovnem testu za Andrejo Kimija Antonellija. In tudi tokrat bosta poleg njega prisotna George Russell ter Mick Schumacher. Test bo na progi v Barceloni, seveda s tistim starejšim modelom bolida Formule 1, ki pravzaprav pomeni, da je lahko testiranje neomejeno. A pri tovarniški ekipi Mercedes zatrjujejo, da ne gre za nek izziv, neko izločanje, neko tekmovanje, kdo bo naslednji moštveni kolega samega Georgea Russella. In čeprav tu mnogi izmed nas lahko imamo svoje osebno mnenje, a k temu se še vrnem. Zanimivo je, da na isti dan, torej 31. maja, smo lahko na uradni spletni strani Formule 1 slišali izjavo Jamesa Ellisona. Tu seveda se je šlo na tisti predhodni test, torej tisto testiranje, ki ga je Mercedes imel v Imoli, in same pohvale, kar se tiče Andreje Kimija Antonellija, glede njegove zrelosti, njegovih, bodimo iskreni, skoraj neobstoječih napak in njegovega pristopa. James Ellison na kratko je dejal, da mladi vozniki se lahko spotaknijo ob dve veliki napaki. Prvič, da se dobesedno prestrašijo in ne pokažejo tiste svoje, imenujemo jo prirojene hitrosti, ker so nekako v krču. In drugič, so lahko malce preveč samozavestni, torej nasprotni ekstrem, in da naredijo preveč napak in zopet ne pokažejo tistega pravega talenta, ki ga imajo. Andrea Kimi Antonelli je pač talent, ki zna pokazati, koliko velja, in po mojem skromnem videnju je idealna izbira za moštvenega kolega samega Georgea Russella. Če že to se bo zdelo tovarniški ekipi prehud skok, pa seveda sezona v Williamsu bi bila lahko idealna izbira, čeprav Williams ni več toliko navezan na Mercedes, kot je bil včasih. A v vsakem primeru, čeprav v Formuli 2 ne vidimo tistega, kar smo lahko občudovali, naprimer pri Oskarju Piastriju, je Andrea Kimi Antonelli zagotovo voznik, na katerega moramo biti pozorni. Drugače pri Mercedesu ne bi niti toliko vlagali vanj. A seveda, pri Mercedesu nočejo, da bi mladi Italijan bil še pod večjim pritiskom, kot je. Zato je razumljivo, da lahko slišimo takšne, imenujemo jih, pomirjujoče izjave. A pojdimo še k naši tretji današnji temi. Na spletnem portalu GP Blog smo lahko 2.6. zasledili članek, ki bo razveselil marsikaterega navdušenca. Namreč v Formuli 1, predvsem pri ekipah Formule 1, razmišljajo o dvigu omejitve proračuna. In o tem se je, nič čudnega, razgovoril Christian Horner. Ta si želi, da bi v sezoni 2026 lahko porabili tam med 215, mogoče 220 milijonov na leto, kar je ogromen skok od tistih 135 milijonov na seveda sezono dolgo 21 dirk, kar je v pravilniku sedaj za prihajajočo sezono. Seveda v teh dobrih 200 milijonih bi bilo vključeno marsikaj, kar danes ni. In dobro se zavedamo dejstva, da ekipa Red Bulla je bila edina, ki se je sedaj zares opekla z prekoračitvijo omejitve proračuna.
In tu je imel Horner kar lepo parabolo. Namreč lahko bi dejali, da mnoge ekipe ne bodo več imele tistega božičnega praznovanja v svojih tovarnah. Ker po mnenju nekaterih bi lahko tudi to štelo v proračun, kateri se sešteva do omejitve. In vsakdo bi sredstva raje porabil za, na primer, novo obliko prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, kot za božično pojedino. In to je seveda v stilu samega Hornerja, ki hoče pozornost preusmeriti drugam. A verjetno marsikdo pozablja na nekaj, o čemer smo na kanalu že govorili. Namreč, da v tem trenutku so ekipe rentabilne. Lahko zafakturirajo bistveno več denarja, kot ga jim je dovoljeno porabiti. In zato se seveda tisti glavni in odgovorni trudijo spremeniti pravila. Primer, tovarniška ekipa Mercedes fakturira več kot pol milijarde in vsaj delež tega denarja bi raje porabili za razvoj bolida, ne samo 135 milijonov. Zato so zahteve razumljive in nekako tudi upravičljive. Čeprav tisti, ki so zadaj, v tem trenutku shajajo, recimo temu nekako normalno, če bi omejitev dvignili, bi se pa spet nekako znašli tam zadaj. Porabili bi isto denarja kot sedaj, le da bi ga drugi bistveno več. In to je nekaj proti načelom, za kar je bila omejitev proračuna sploh uvedena. A pojdimo raje še k tistemu zadnjemu današnjemu delu, kjer bomo kot običajno se dotaknili rahlo bolj lahkotne tematike. Za konec se bomo pa še ustavili pri članku, ki je bil objavljen 30.5. na spletnem portalu motosport.com. Govorili bomo o barvnih shemah v Formuli 1 oziroma o težavi, ki jo imajo nekateri navdušenci. Namreč menijo, da je določene ekipe izjemno težko razločiti med seboj. In tu se navaja primer, kako naj bi bila tovarniška ekipa Mercedes podobna Aston Martinu ali pa Williams podoben Racing Bulls. Vsakdo izmed nas se lahko sedaj začne spraševati nekaj, kar verjetno je vsakomur očitno. Kako vešči so ti, ki ne ločijo pač tako različnih barvnih shem. A vseeno pri Formuli 1 želijo dobiti nek dogovor, da bodo barvne sheme bistveno bolj razločne. In še več, da bodo voznike lahko navdušenci prepoznali bolj zlahka. Govori se tudi o tem, da bodo tiste tričrkovne šifre, ki jih vidimo na grafikah, jasno razvidne na samem bolidu. Ne govori se toliko o nekem pravilniku, ampak o dogovoru, da če ima določena ekipa, na primer, modro-belo kombinacijo in nekaj podobnega ima v mislih tudi druga ekipa, se bodo pač dogovorili, kdo bo imel modre barve prednji del in kdo bele barve, da ne bo prišlo do menjav. A tu je treba povedati nekaj, kar marsikdo pozablja. Res v članku je tudi omenjeno, da je tista kamera nad samo glavo voznika obarvana drugače, da se jih lažje loči, ampak pozabljamo na tiste osnove. Namreč, kako vidne so številke na bolidih Formule 1 v sedanjem času. To je tista primarna zadeva, po kateri se lahko loči ne samo ekipo od ekipe, temveč tudi voznika med seboj. Napraviti neko pravilo, ki bi zahtevalo,
določeno površino, ki jo mora zasedati številka, in seveda kontrast, da se to lahko nadaleč hitro razbere. Nekaj, kar je verjetno neizvedljivo, zato bomo raje, naprimer na pokrov pogonskega sklopa, napisali še kratice, ki jih ima določen voznik. Verjetno zato, ker tisti navdušenci, ki ne ločijo med Mercedesom in seveda Aston Martinom, imajo velike težave pri razumevanju, kakšno štartno številko ima en ali drugi voznik. In zato je potreba tudi po takšnih sestavkih in takšnih predlogih. A videli smo, da Formula 1 kot šport se zmeraj razvija. Zato je potrebno biti izjemno natančen, oprezen in seveda slediti vsemu, kar se dogaja, tako v dobrem kot v slabem. A tudi tokrat smo prišli do konca tokratnega komentarja novic, zato hvala za vašo pozornost in nasvidenje.